Slovenski zapori doživljajo prostorsko krizo zaradi prevelikega števila zapornikov. Zasedenost v prostorih je namreč trenutno več kot 140% in vlada jo rešuje z odlokom, ki omogoča tudi možnost začasne prekinitve zaporne kazni. Se splača biti nezapornik. Da bi o situaciji izvedeli več, se zato zdaj obračam na našega obalnega korespondenta Marka Žerjala, ki se je poglobil v problematiko, ne v zapornike, še enkrat. Gospod Žerjal, kako vi komentirate to vladno rešitev na zaporno problematiko? Čau, gospod Godler. Ja, res sem se poglobil v problematiko prezasedenosti slovenskih zaporov in moram reči, da je vladna rešitev za to situacijo res fenomenalna. Ker je preveč ljudi v zaporih, bodo nekatere preprosto spustili ven. In sedaj bo ljudje videli, da ne greš več nujno v zapor, če te dobijo. Tako da tudi tisti, ki so do sedaj zgolj razmišljali o kriminalni karieri, bodo malo bolj resno poprimili za delo in kriminala bo več. In ker bo več kriminala, bo tudi prezasedenost večja in posledično pridemo do edinega logičnega zaključka tega odloka, da zakoni v Sloveniji niso več neka nujna stvar, ki jo treba spoštovati, ampak bolj predlogi o tem, kako se obnašati, ki jih lahko vsak spoštuje ali pa ne po lastni presoji. Po lastni presoji? Je kaj pa to pomeni pol za vzdrževanje reda v državi? Kako bo to vplivalo na življenje običajnih državljanov? Ja, gospod Godler, to je res kar globoko zaskrbljujoče za vse nas. Kakšne so posledice tega odloka, ni še povsem jasno. Recimo, premier Golob je zdaj kar nekako miren, glede na to, da ga je policija ovadila. Je to zato, ker ve, da je nedolžen, ali zato, ker ve, da mu nič ne morejo? A res? Kaj v zapor me boste vrgli? Kjerega pa? Ne vem, gospod Godler, ampak meni se zdi, da ljudje vseeno ne bi kršili zakonov, samo ker za to ni nobene kazni. Mislim, da še vedno ljudje se bojo ravnali po svojem moralnem kompasu in se zakonov držali. Mislim, samo pomislite, a smo res tako barbarski, da bi kar nehali spoštovati zakone in kar delali to, kar nam paše? Po mojem, kot družba res nismo taki. Samo pomislite, a bi vi samo zato, ker ni več nobene zagrožene zaporne kazni, kar, ne vem, nehal vplačevati davke? Ne, tega jaz ne bi. To bi bilo narobe. Jaz se popolnoma strinjam. Mislim, kaj, da bi kar nehal plačevati dohodnino za pokojnine, ki jih ne bom nikoli videl, samo zato, ker ni nobenih posledic zaradi tega. Ne, kaj takega pa že ne bi naredil, mislim, dejmo, no, si predstavljate, gospod Godler. To je kot, ne vem, da bi ljudje nehali plačevati RTV prispevek, samo zato, ker po novem je vse, kar lahko naredijo, da vam pišejo ogorčeno pismo, tako kot smo lahko do sedaj mi naredili, če smo imeli občutek, da je njihov program preveč pristranski ali pa nekvaliteten. Kaj takega pa že ne bi storili, po mojem? Ne, mislim, da ne plačevali nacionalne televizije, zato, ker je ne rabimo, to ne, zagotovo. Se popolnoma strinjam, tako da brez skrbi, ker mislim, da se lahko zanesemo na ljudi in na njihov moralni kompas tudi v tako negotovih časih. Ej, alo, kaj s tabo, ko ne vidiš, da snemam tle? A te ne briga? Boš ti vedel? Brez skrbi, bil samo opozorilni strel. Šim cilje v noge. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.